bi rekel, da so več ali manj vsi zaposleni, tudi tako redno. Tisti, ki niso, so se večinoma odločili, da niso. Trg dela funkcionira, ampak to je pač trenutno smo pri praktično polni zaposlenosti. Večina jih vidi prvo zaposlitev, oziroma prve zaposlitve kot mladi, kot odskočno desko za naprej. Smo konkurenčni, jaz vidim na teh projektih, kjer smo mi, pa so recimo fantje iz Nizozemske pa Švice, ni nekega, da bi rekel, da je razlika v kakršnem koli knowledgeu, ali pa da bi oni bili bolj podkovani v določenih stvarih. Mogoče smo tle Slovenci precej dobri, ker smo pripravljeni prevzeti ali pa vzeti kakšen izziv in potrpeti par let. Izhodiščne plače niso tako visoke, da bi rekel, da bi zaradi tega se odločali ljudje. Večinoma jih žere neka želja po nekem raziskovanju. Da smo enakovredni lahko fantom iz Švice pa Nizozemske. Oni definitivno zaslužijo bistveno več. In ne samo, da zaslužijo več, pri njih so tudi obdavčitve v teh višjih razredih niso mogoče tako stroge, kot so pri nas. V Sloveniji so zakoni in tudi vzpostavitev podjetij prezakomplicirani oziroma niso prilagojeni na začetek in odpiranje novih podjetij. In tukaj tudi, recimo meni, kot ustanovitelji startupa, pogosto zapre vrata, da bi bolj nadgradil moje kolege, prve zaposlene. Poznam ljudi, ki so šli delati doktorat v tujino, pa se potem tudi kdaj vrnili. Ravno mogoče zaradi drugih prednosti, ki jih Slovenija ponuja. Zdaj, Slovenija kot država ne more narediti nič, da bo zadržala čisto vse ljudi, ker pač nekateri grejo in hočejo iti. Bi pa lahko včasih pomagala se komu odločiti, mogoče da ne gre. In mogoče bi tukaj morali izpostaviti nek nov mehanizem, izključno za mlade podjetnike, da se ne ustavijo pri kakšnem SP, ampak grejo dalje, si upajo za 5 let začeti nekaj novega, če rata, če ne rata.